glavna platforma, ker pač deluje na Microsoftovih platformah, ki so dejansko dobre. Razvojno okolje je sploh za moje pojme eno najboljših. Ampak kot rečeno, to so verjetno moje mokre sanje. In nekako moje mnenje je, da bo Windows Phone ostal nek nišni igralec. Zdaj, če se bo dejansko obdržal na trgu, je pa tudi vprašanje, kam bo politika Microsofta se obrnila. Ali se bo, ne vem, vodstvo čez par let zamenjalo in bo popolnoma spremenilo smer. To se pač ne ve. Ampak, kot rečeno, zaenkrat se mi zdi platforma v redu, kaže tudi še kar v redu in verjetno bo ostal nek manjši igralec na samem trgu. Manjši igralec? Kako da misliš? Manjši kot... Da mi še povej, recimo, sam Google, zakaj je Android, oziroma zakaj je Windows Phone boljši od Google, od Androida? Se pravim, to je čisto moje osebno mnenje. Meni je uporabniški vmesnik na Windows Phone dosti bolj všeč, dosti bolj prijazen, enostaven za uporabo kot sam Android. Je pa res, da recimo, če si hacker, ti je Android dosti boljši, ker lahko ogromno stvari pohekaš, lahko se igraš z njim, lahko delaš kar hočeš. Ampak za generalno publiko oziroma pač za splošno uporabo se mi zdi, da je Windows Phone vsaj, kar se mene tiče, boljši od Androida. In koliko časa bo še trajalo, da bodo lahko uporabniki zares zadovoljni s ponudbo aplikacij? Ja, to je pa... Tvoja služba? To se mi pa zdi, da se nekako zelo v neki daljni prihodnosti, če se sploh bo to zgodilo, ne. Ker ravno to je problem, da je Windows Phone ima premajhen tale delež na trgu in potem zaradi tega tudi ni tako zelo zanimiv za same razvijalce. Ker enostavno razvijalci delamo aplikacije zato, da služimo kruh, in na samem Windows Phoneu je zelo, zelo težko dejansko živeti od teh aplikacij, ne. Razen, če pač delaš kakšno aplikacijo za naročnike, to bi še šlo, ampak ni pa tak velik ekosistem kot recimo na iOS-u ali Androidu, kjer se dejansko da živeti od aplikacij. Ok, Aleš, povej mi še, kak pa je poslovni model za razvijalca, na primer na Androidu, kako služiš denar, če nimaš naročnika? Za razvijalce je na vseh treh platformah zelo podoben model. Ti razvijaš aplikacijo, to se pravi, daš jo na Marketplace oziroma App Store oziroma Play Store na Googlu. Tam jo pač pri Applu in Microsoftu je enak postopek, ki jo morajo oni potrditi, če pač ustrezajo določenim kriterijem, standardom in tako naprej. Če je aplikacija sprejeta, je lahko ti kot razvijalec določiš ceno. Cene se gibljajo ponavadi tam od nekaj centov do nekaj dolarjev oziroma evrov. In tako potem pač služiš denar. To je en model. Drugi model je, da enostavno objaviš zastonjsko aplikacijo, ki ima v pač uporabniškem vmesniku oglase. Tukaj je pač spet več ponudnikov teh oglasov, zdaj tle ne bi šel v detajle. Potem so pa še kakšni nišne variante, ki pa pač se da tudi na kakšen drugačen način kaj zaslužiti, ampak v glavnem se dela to z oglasi oziroma z vplačljivimi aplikacijami. Zdaj pa, kaj pa je najbolj iskana slovenska aplikacija za Windows Phone 8, mogoče veš? To pa v bistvu ne bi vedel. Ampak mislim, da so ene od bolj popularnih za TV sporede, potem za ljubljanski potniški promet in pa za Mobitelov monitor. Ampak to so samo moje ugibanja, to pa res nimam te statistike. Ok, zdaj pa SkyDrive ali Dropbox? Čist preferenca uporabnika. Jaz osebno SkyDrive, ker imam tam 25 giga prostora, medtem ko na Dropboxu samo 6.
Tako da. Gmail ali Hotmail? Jaz osebno Gmail. Ga imaš na Windows Phonu? Seveda. Ok, hvala.